Glejte, jaz sem pogled na zlato pravilo skušal dvigati nad nivo vsakodnevne politike in ga pogledati nekako z nekega višjega, bolj ekonomsko utemeljenega zornega kota. Vpis zlatega pravila v ustavo vrača zaupanje mednarodnih finančnih institucij v Republiko Slovenijo in s tem odpira možnosti za financiranje slovenskega gospodarstva po še sprejemljivi ceni. To bo vodilo do gospodarske rasti in novih delovnih mest in s tem seveda izhoda iz krize. Drugačna odločitev podaljšuje finančni krč, podaljšuje gospodarsko krizo z vsemi njenimi socialnimi posledicami. Vpis zlatega pravila v ustavo omogoča slovenskim volivcem boljši nadzor nad izvajanjem proračuna in s tem izboljšuje delovanje slovenske demokracije. Ni več možno spreminjati stvari in jih nekako delovati pod mizo. Mednarodne, že sprejete obveznosti Republike Slovenije se z vpisom ne spreminjajo, ostajajo popolnoma iste. Ponovno se zavežemo, da bomo vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz maastrichtskih kriterijev, sedaj res spoštovali. To je nujno potrebno, ker je Republika Slovenija v preteklih letih dogovore in dano besedo prelomila. To je seveda tudi vodilo do nezaupanja mednarodne skupnosti v naše finančno poslovanje in s tem do, recimo, izredno visokih obresti na državne obveznice. Za države, ki so maastrichtske kriterije spoštovale, vpis nima te teže, kot jo ima za Republiko Slovenijo. To je popolnoma jasno, ker one svoje besede niso prelomile, mi smo se pa tukaj dejansko obnašali tako, kot se država ne bi smela. Vi dobro poznate v mednarodnih odnosih, v diplomaciji poznano pravilo pacta sunt servanda. To klasično pravilo je Republika Slovenija v pogledu financ očitno in jasno prelomila. Z vpisom se torej vračamo v krog držav, ki niso države visokega rizika. To je bil eden od osnovnih ciljev za prevzem evra. Maastrichtski kriteriji so smiselni in osnova za uspeh katerekoli mednarodne valute. Brez maastrichtskih kriterijev mi nimamo mednarodne valute in s tem seveda tudi ne evra. Predvsem pa preprečujejo upade posameznih držav v sistem evra in s tem neutemeljeno prerasporejanje ustvarjanja in ropanje državljanov z emisijo, ki je, tako se je tudi pri nas včasih reklo, prihodek proračuna. Vi se verjetno še vsi spomnite, da v Jugoslaviji je bila emisija prihodek proračuna, proračunska luknja se je flikala z emisijo, tudi v času evra se je to seveda v manjšem meri dogajalo, to je poganjalo nepričakovano visoko inflacijo in ta inflacija ni pomenila drugega kot ropanje državljanov, ki niso tistan, ko so tudi nekaj ljudi tudi že vsega porabili. Mislim, da se mi v te čase ne hočemo vračati, ravno mednarodna valuta z nekimi sidrnimi točkami, ki so v Maastrichtskem sporazumu dane, da deficit ne sme preseči na letni ravni 3% bruto domačega proizvoda in globalno 60% domačega proizvoda, to se pravi v celoti, tam države, kjer je to že presegel, se morajo v doglednem času vrniti na te meje in te omejitve. To se pravi, tukaj je seveda izredno močno. Če hočemo naše gospodarstvo imeti stabilen razvoj in finančna sredstva po zmerni ceni, kar vodi seveda iz krize, je nujno to pravilo vpisati v ustavo, zatega, ker na nižjem pravnem nivoju, to se pravi mednarodnega sporazuma, se očitno ni spoštovalo. Zatega pač se zahteva, da to dvignemo na višji nivo. Ne poznam nobenega na konceptu pravične družbe temelječega argumenta proti vpisu. Za veliko tehnih argumentov za vpis obstaja, upam, da sem nekatere od njih povzel v zgornjih točkah. Jasno je,
da ni razen užaljenega ogleda posameznikov nobenega argumenta proti vpisu tega pravila v ustavo. To je ekonomsko, ne naredimo nobene spremembe. Vse, kar je v zlatem pravilu, je že zaveto v maastrichtskih pogodbi in ki jo bi morala Slovenija tako ali tako spoštovati, če hoče biti v tistim krogu držav, kateri mednarodne finančne inštitucije zaupajo. S tem bi jaz to predstavitev končal. Hvala lepa.